Bled z Blejskim jezerom predstavlja odlično destinacijo za ribolov. Ribolov je tako vseskozi prisoten, od leta 1953 pa tudi ribiška družina Bled. Skozi pestro zgodovino delovanja ribiške družine nas je popeljal sedanji predsednik Samo Novak, ki nadaljuje pot, katero so blejski ribiči začeli pred več kot 60 leti. Imamo tako pestrost ribjega življa, praktično vse vrste revirjev, tako salmonidne, kot kraparske revirje, kot revirje z trofejnimi plenilskimi vrstami rib. In tukaj res praktično čist vsak ribič najde nek svoj kotiček zase. Ribiška družina je bila na samem začetku razdeljena na dva segmenta. Na člane, ti so bili bolj vplivni člani, ki so bili v tako imenovanem savskem delu, to jih je bilo približno 20, in pa vsi ostali, ki so bili na jezerskem delu. Zdaj, ti člani, ki so pripadali temu savskemu delu, so lahko lovili v jezerskem, tudi v jezeru, obratno pa ni mogel biti. In lahko je prišel nekdo iz jezerskega v savski del šele takrat, ko je tam nekdo umrl. Tako da šele okrog leta 1975 se je ta zadeva spremenila in se je v bistvu združila pod takratnim vodstvom dolgoletnega predsednika Blejca Zdravka Štebila. No in od takrat naprej so pa praktično vsi ribiči lahko lovili v obeh revirjih, tako da ni bilo nobenih omejitev. Danes ribiška družina Bled šteje 264 članov. Prodaja ribolovne dovolilnice in poleg revirja Blejsko jezero upravlja še z dvema. S spodnjim tokom Save Bohinjke, se pravi od Soteska do Cajhnovega jezu, na Lancovem, to je približno 200 metrov pred sotočjem Savo dolinko, in pa z manjšim bajerjem pod naseljem Ribno, imenovan prav bajer Ribno. Vsak revir naseljujejo določene vrste rib. V Blejskem jezeru v glavnem imamo toplovodne ribe, kar pomeni, da ribe ne potrebujejo hladne vode in v bistvu s tem več prisotnosti kisika, za razliko recimo od Save Bohinjke, kjer imamo v glavnem hladnovodne ribe. No, med te hladnovodne ribe ali salmonidne ribe štejemo potočno postrv, lipana, amerikanko in pa sulca. Imamo tudi nekaj ciprinidnih vrst rib v Savi, tudi v Savi, recimo kot sta klen, marjena, podust. No, dočim recimo v Blejskem jezeru je izmed salmonidnih vrst samo jezerska postrv, vse ostale so ciprinidne. Kot sem že naštel, som, ščuka, smuč, krap, jezerska postrv, potem imamo linija, klena in pa nekaj ribjega drobiža, recimo rdeče perke, rdeče oko, ostriža. Tako da, bajer Ribno je pa podobna specifika recimo kot Blejsko jezero, v glavnem ciprinidne vrste rib, ščuka, nekaj krapa, rdeče oka, rdeče perka, ostriž. To je gre za manjši bajer, recimo 50x20 metrov površine. Blejsko jezero ima dolgo ribolovno sezono, ki se je dobro začela s 1. aprilom in traja vse do konca leta. Na Savi Bohinjki pa od 1.4. do 14. novembra, to je ta salmonidni del, kot je lov postrvi in lipana, dočim se pa takoj potem 15. novembra odpre lov sulca. Nekateri ga poimenujejo tudi kralja voda, glede na to, da gre za veliko ribo, ki presega tudi krepko preko metra, 1,20 m, 1,25 m, smo imeli največji primer, ko jed, mislim, da leto nazaj. No, in ta sezona ribolova sulca pa potem traja do 15. februarja. Tako da je potem mesec pa pol pavze in potem se začne nova sezona. A ribiška družina in ribiško upravljanje ni usmerjeno samo v ribolov, zajema še marsikaj drugega. Tu je tudi skrb za varstvo okolja. Jaz moram med drugim povedati, da nam je ravno Ministrstvo za okolje in prostor leta 2007 podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu ravno na področju ohranjanja narave. In ribiči, poleg tega, da skrbimo za ribji življenj, smo v prvi vrsti tudi ekologi. Kar pomeni, da nam je prioriteta skrb za čiste vode in neokrnjeno naravo. V praksi se srečujemo z marsičim.
od izpustov fekalij do raznih izpustov cementnih izdelkov v potoke, smeti. Zelo smo aktivni tudi na področju očiščevanja Blejskega jezera. Vnos hranil s strani ribičev, gre predvsem za ozko skupino ribičev-kraparjev, je v preteklosti sprožil kar nekaj polemik in očitkov. Prav zato so uvedli določene omejitve. Dnevno prodamo lahko največ 10 ribolovnih dovolilnic za Blejsko jezero za lov krapa. In moram reči, predvsem v poletnih mesecih, da se je ta pritisk zelo zmanjšal na jezero, kajti navsezadnje poletje prinaša v Blejsko jezero ogromno nekih drugih uporabnikov, tako bom rekel okolja kot samega jezera. In če bi bilo še takrat sproščeno, če bi bil sproščena prodaja ribolovnih dovolilnic, mislim, da bi naleteli na precej več težav, kot so recimo razno ležanje ob vodi, potem nošnja nekih torb, nekih bivakov ob jezero, kar smo strogo napisali v ribolovne dovolilnice, da se to ne sme delati. In zdaj je samo nekaj pristojnosti imajo tukaj jasno ribiški čuvaji, v glavnem te zadeve, ki so pa tudi moteče, kar se tiče raznih šotorov, bivakov, ne vem, stolov za poležavanje. Imeli smo v preteklosti celo tako, da so določeni pripeljali tudi s sabo priprave za kuhanje pa pečenje hrane. To smo striktno prepovedali v pravilih, s tem, da jasno pristojnost tega je pa redarske službe. In tukaj bo pa mogla redarska služba tudi malo poostriti nadzor, da bo potem pa res red tak, kot si ga vsi želimo, tudi mi v prvi vrsti. Ribiški čuvaji izvajajo pooblastila na podlagi zakona o sladkovodnem ribištvu. Skozi zgodovino so se ribiške družine dokazale, da v bistvu so edine in, bom rekel, najbolj strokovno usposobljene, da upravljajo z ribjim življem. Zaradi tega smo imeli pri prvi podelitvi koncesije tudi prednostno pravico. No in od 1.1.2009 so vse ribiške družine v Sloveniji stopile v koncesijsko razmerje z državo, kar pomeni, da so jim dane vode v upravljanje. Jasno, določena jim je pa tudi koncesijska dajatev, ki jo plačujemo državi. In ta znaša za ribiško družino Bled nekaj manj kot 15.000 evrov letno. V ribiški družini lahko kupite ribolovno dovolilnico in si izposodite čoln. Vsak ribič ima pravico z nakupom ribolovne karte, ustrezne ribolovne karte ribe, ki jih pač ujame tudi upleniti, ne? S tem, da to število je pa potem omejeno. Recimo na Savi Bohinjki je dovoljen uplen 3 rib in potem, ko je ta kvota dosežena, je treba pač z ribolovom zaključiti. Glavnina, kot sem pa povedal, ribičev, predvsem pa tujih gostov, pa prakticira več ali manj ta sistem ribolov ujem izpusti, kjer je jasno, on cel dan v čisti neokrnjeni naravi uživa in jasno ob tem, da še lovi ribe. Jasno, takrat pa vse ribe spušča. Aktivni so tudi na slovenskih in mednarodnih tekmovanjih. Imamo ekipo, ki je že 4. leto zapored osvojila naslov državnih prvakov v lovu rib za umetno muho. Imamo ekipo, ki je v zadnjih 4 letih kar 2-krat osvojila naslov državnih prvakov v lovu krapa z obtežilnikom. No, v zadnjem letu, z letošnjim letom, pa smo se pričeli udejstvovati tudi tekem na državnem prvenstvu v castingu. To je, kot sem že omenil prej, neka suha disciplina, kot neka predvaja ribolova, kjer se z določenimi obtežmi pač cilja tarče. Aktivni smo pa jasno tudi na področju mladinske sekcije, tudi tam imamo svoje predstavnike v državnem prvenstvu in ribiška družina Bled je vedno in bo igrala eno izmed pomembnejših vlog, sploh kar se tiče teh 2 disciplin. Tudi Bled ima svojo že tradicionalno ribiško tekmovanje. Letos bo pokal Bleda potekal že 59. Pokal Bleda je sestavljen iz 2 delov. To je prvi večer tekma, običajno je to prvi vikend v juliju. Prvi večer
ali je to petek zvečer ali sobota zvečer, tekma na Blejskem jezeru. To je tekma na najtežjo ribo. In drugi dan še v dopoldanskem času tekma na Savi Bohinjki med Ribenskim in Bodeškim mostom. Zdaj, prejemnik pokala Bleda je pa lahko samo ribič, ki je na obeh dneh uspešen. Se pravi, uspešnost samo za enega dne ne more prinesti pokala Bleda. Kaj pa je potem pomembno, da ribič obvlada? Verjetno mora imeti malo sreče, je odvisno tudi kaj od opreme, od vaje, od česa. Vse, kar ste našteli, bistvo pa je zelo širok spekter znanja ribolova. To se pravi, da ne pride v poštev samo neka specialnost, kajti v zadnjem času se zelo prakticira specialnost zgolj v eni, bom rekel, ribiški tehniki. Tako je recimo na Blejskem jezeru zelo aktualna zadnje desetletje krapolov. Potem imamo specialiste za posamezne vrste rib, recimo kot so specialisti na roparice, se pravi, da lovijo izključno plenilske vrste rib. To so som, ščuka, smuč in pa jasno tudi pri nas avtohtona jezerska postrv. No, na Savi Bohinjki pa malo drugače, tam je pa tehnika muharjenja. Lovita se postrv in lipan. In jasno, zdaj, če želimo osvojiti pokal Bleda, moramo te tehnike enostavno obvladati. Kaj vsebuje neka osnovna ribiška oprema? Osnovna ribiška oprema vsebuje ribiško palco, ribiški kolešček, na koleščku je pa v bistvu ribiška vrvica ali pa laks. Pa imamo pa v bistvu vabe, zdaj za roparice so umetne vabe, večinoma uporabljajo. Lahko so pa tudi naravne, pač za tiste ribe, ki je to dovoljen. Nad ribolovom se navdušuje vedno več ljudi. Ja, v Sloveniji je registriranih približno nekaj več kot, mislim, da 13.000 ribičev. Registriranih, kar pomeni, da so vključeni v posamezne ribiške družine. Dočim teh ribičev vseh in priložnostih takšnih in drugačnih, te številke točne nimamo, ampak mislim, da je ne trikrat večja, sigurno. Vse je odvisno od talenta, a s pravo željo in voljo lahko dober ribič postane vsakdo. Mi smo več ali manj prišli od mladih nog, od otrok v to in potem je bil to je bil enostavno en proces, ki smo šli skozi, potem je bilo samo neko dograjevanje znanja. Zdaj nekdo recimo, ki še nikoli ni bil ribič, pa mislim, da tudi ne vem koliko težav, da bi to zadevo kar dosti hitro osvojil. Zdaj, če bi, sem prepričan, da tudi v enem ali dveh dnevih. In če je bil v preteklosti ribolov v večji meri namenjen za prehrano, je danes zgodba povsem drugačna. Ribolov je pač en del sproščanja, ki človek v naravi, ob vodi, te stvari pomirjajo. Se pravi, moraš pa res iti k vodi neobremenjen, ne v pričakovanju pač v tistega ulova, pač pa bolj v smeri sprostitve. In kaj takrat razmišljate, ali ste popolnoma brez misli, se samo osredotočite na ribolov? Takrat zmeraj misliš samo v bistvu na ribo in če drugače ne, si moraš kar kakšen pesenco zapeti. Riba, ribica, primi mi, ali pa kaj taga. Karkoli, v bistvu vsak ima to svoje tiste zvijače, ki so bolj uspešne ali pa manj uspešne pri ribolovu. Tako da, v glavnem v tej smeri treba delovati, da bo riba prijela, verjetno to in potem tudi prime. Velik pomen v ribiški družini dajo varstvo narave in vzgoji rib. Imajo svojo ribogojnico, ki so jo pred leti preimenovali v Center za vzrejo avtohtonih vrst rib. Moram se pohvaliti, da smo ravno na področju genetike oziroma vzreje čiste avtohtone donavske postrvi, kajti moramo vedeti, da pred leti smo imeli v teh delih Slovenije oziroma še imajo v nekaterih delih Slovenije to invazivno potočno postrv atlantskega tipa, ki ne paše v to okolje. To je jasno bilo pomotoma pred več kot 20 leti prinešeno v Slovenijo, mislim, da kar s strani države. No, problem je bil potem ta, ker se je ta riba uspešno križala s to avtohtono donavsko potočno postrvjo in skozi desetletje smo prišli do tega praktično, da je bila ta riba skoraj pred izumrtjem. Tako da je bilo treba te čiste primerke donavskih potočnih postrvi dobiti v nekih takih visokogorskih potokih, kjer ta riba,
planskega tipa potočne postrvi ni prišla zraven, da smo potem za ustreznimi analizami na Univerzi v Ljubljani prišli do tega, da smo začeli izključno vzrejati samo še to avtohtono donovsko potočno postrv. In bili smo pri tem zelo uspešni, smo eni redkih v Sloveniji, ki jo imamo. Danes jo imamo toliko, da ustreza vsem našim predpisom, vsem našim planom, ki jih moramo pač dati v vodo, ker morate vedeti, da ribiška družina upravlja na podlagi ribiško-gojitvenega načrta, ki ga potrdi država. In v tem ribiško-gojitvenem načrtu je podrobno opredeljen sam vložek rib, katero moramo dati noter, ribolovni režim in tako naprej. Skozi ribogojnico smo se sprehodili z gospodarjem in skrbnikom ribogojnice Tadejem Ambrožičem. Vse, kar se začenja pač glede vzgoje rib, se začenja pač v tem objektu, v naravi ali pa pač v zunanjih delih naše ribogojnice ribe usmukamo. To je, da samicam odvzamemo ikre, z samčevo spermo jih oplodimo, potem pa ikre pač končajo v tem našemu vališču. Dotok do tega vališča je samo izvirna voda. To je zaradi tega, da se slučajno te ikre, če bi prišlo do kakšnih sedimentov, da se ne zadušijo. V vališču ostanejo mladice še nekaj časa, toliko časa, da začnejo jesti, približno kakšen mesec, lahko tudi nekaj dlje, odvisno od pač prostora zunanjih bazenov, ki jih pa priselimo v večje zunanje bazene. Ribe v zunanje bazene razdelijo glede na starost in vrsto. Tukaj v naši blejski ribogojnici vzgajamo samo avtohtone vrste rib, to je jezerska postrv, potočna postrv donovskega tipa, sulca in lipana. Vse te vrste rib, če jih ne bi vlagali pa skrbeli pač za njihovo produkcijo, bi v naravi že zdavnaj izumrle in tudi pred 10-15 leti sta bila sulc pa lipan, že v bistvu sta skoraj že izginila z naših vodanov. Ob našem obisku so v ribogojnici ravno potekala obnovitvena dela. V bistvu te bazeni so stari 50 let pa več, so dotrajani. V bistvu večkrat nam prihaja tudi, da nam spusti voda in pride do velike nevarnosti pogina. Zato smo šli pač za obnovo bazenov. Glavna stvar pri tej obnovi pa to, da tudi v bistvu vse usedline in ves mulj speljemo pač v eno čistilno napravo, kjer bomo pač vse te stvari odstranili in bo tako v jezer tekla čim bolj čista voda. Kar nekaj ciljev pa želijo v prihodnosti še uresničiti. V zadnjih 10 letih moram reči, da smo se zelo na vseh segmentih delovanja družine zelo popravili. Jasno, to se kaže tudi v povečanem obisku turistov, ribičev turistov. Jasno, s tem živi tudi okolje. Precej smo povečali tudi prisotnost mladih članov. Bolj aktivni smo na področju ekologije. Nekaj želimo narediti še na področju društvene dejavnosti. Ena izmed takih je ravno ta ribiški dom, se pravi tule ta zgradba zraven, ki je sicer v večini naša last, pa zaenkrat še ni ustreznih dokumentov, da bi tudi to zgradbo, ki nam je zdaj žal vse prej kot v ponos, uredili in da bi tudi tukaj nekako zaživel ta ribiški dom. Ena izmed njihovih glavnih nalog pa ostaja spodbujanje zanimanja mladih za ribolov in naravo, saj le tako lahko prispevajo k njenemu ohranjanju za naslednje rodove.